Pogovarjamo se o nacionalnem razpisu za skrajševanje čakalnih dob, ki ga želi vlada Janeza Janše izpeljati. Saj na prvi pogled to zveni fino. Malo manj fino pa postane, ko pobrskamo po podrobnostih. Za začetek vlada niti ne ve, kakšna točno je situacija z čakalnimi dobami, pa vendarle gre v razpis, s katerim bo podeljevala finance. Te finance pa ne bodo omejene na javne zdravstvene zavode, ampak bo razpis široko razprt za raznorazne zasebnike, ki se bodo na ta način omastili in polastili nekih javnih sredstev. Pač po mantri vlade, da je potrebno javno zdravstvo hirati, zasebno zdravstvo pa dodatno zalivati z javnim denarjem. Da je absurd še večji, bodo 60 milijonov v razpis za skrajševanje čakalnih dob prispevale komercialne zdravstvene zavarovalnice, ki so v epidemiji sicer zaplenile 152 evrov vseh zavarovancev iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Sočasno sta recimo zavarovalnice Sava Re in Triglav kupovali zdravniško infrastrukturo od diagnostičnega centra na Bledu do Fontane v Mariboru, Kardiala v Ljubljani in še česa. Se pravi, denar vseh zavarovancev iz dopolnilnega zavarovanja bo šel v razpis, na katerega se bodo nato prijavili zasebniški operaterji, med njimi tudi ta iste zavarovalnice, ki so denar zavarovancev iz naslova dopolnilnega zavarovanja sploh zadržale. Pač prek tega svojega hčerinskega podjetja, ki se je v zadnjih nekaj letih spremenilo v de facto zasebno bolnišnico. Če vam povem še drugače, denar iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja se bo skozi nacionalni razpis za skrajševanje čakalnih dob opral in vrnil nazaj zdravniškim kapitalistom. To je denar vseh zavarovancev, ljudi so plačevali in še vedno plačujejo položnice za dopolnilno zavarovanje za to, da poskrbijo za svojo zdravstveno oskrbo in ne za to, da se na tem denarju mastijo komercialne zdravstvene zavarovalnice, kaj šele, da ga perejo.